Drage dijakinje, dragi dijaki, pozdravljeni. Z vami sem danes Špela Gumzaj, predstavnica študentskega sveta na Biotehniški fakulteti in z mano je danes kot gost Matic Kosanič, predstavnik študentov lesarstva. Matic, pozdravljen. In danes smo v bistvu tukaj, da vam pomagamo odgovoriti na nekatera izmed najpogostejših vprašanj, ki so se vam porajala v glavi. In če začnemo kar s prvim vprašanjem. To je vprašanje, ki je dijake v bistvu zelo pogosto zanimalo. To pa je, kako se razlikujeta visokošolski in univerzitetni program na vašem oddelku. Dober dan, prvo tudi v mojem imenu. Na to vprašanje bi v bistvu odgovoril prvo z pogoji vpisa. Na univerzitetnem programu je pogoj splošna matura, na visokošolskem pa poklicna. Razlika med samima programoma pa je v bistvu najbolj v sami težavnosti. Visokošolski študij je bolj praktično narejen in je tudi en celi semester praktičnega usposabljanja, na univerzitetnem pa tega ni. Hvala, Matic. Pa gremo k drugemu vprašanju. To pa je, kakšna je v bistvu razlika med lesarstvom in pa gozdarstvom. To sta obe smeri, oziroma oba študija, ki jo ponujamo na Biotehniški fakulteti, in študente, ki se odločajo bodisi za enega, bodisi za drugega, to v bistvu zelo zanima. V bistvu odgovor na to vprašanje je zelo enostavno. Lesarji se ukvarjamo z drevesom, ko pade, gozdarji pa dokler stoji. V bistvu lesarji preučujemo bolj zgradbo lesa in same lastnosti, gozdarji pa bolj, se pravi, ne vem, zgradbo drevesa, potem bolj splošno o gozdovih, se pravi, v bistvu same lastnosti drevesa, ki stoji. Mi pa v bistvu, ko drevo pade. Dobro, hvala, Matic. Kako pa je z prakso na študiju? Torej, omenil si, da visokošolski program zajema prakso, pa me zanima, kako to izgleda, kako izgleda vaša praksa? Naše praktično usposabljanje izgleda tako, da si v bistvu najprej poiščemo delodajalca in v prvi del prakse se v bistvu spoznavamo z samim podjetjem. Nato si v podjetju poiščemo tudi mentorja in pa temo. Temo predlaga tudi naš oddelek, se pravi si tudi na oddelku najdemo mentorja in potem v drugem delu praktičnega usposabljanja pa v bistvu v samem podjetju raziskujemo o tej temi, ki smo si jo izbrali. Pa imate drugače praktično delo tudi v obliki laboratorijskih vaj? Tudi na našem oddelku so laboratorijske vaje zelo pogoste in tudi zelo zanimive. Super. Kakšne pa so potem, torej študenti zaključijo študij na prvi stopnji in se želijo vpisati na magistrski študij, pa me zanima, kakšne so možnosti nadaljevanja študija na drugi stopnji? Torej, kam lahko grejo študentje? Na našem oddelku lahko nadaljujejo na magistrskem študiju tako študenti visokošolskega kot univerzitetnega programa. Tukaj v bistvu ni dobene razlike med tem, kaj so končali, tako da na našem oddelku se lahko nadaljuje na magistrski študij, ne glede na to, kaj. Hvala, Matic. V bistvu na magistrski študij pa lahko študentje greste tudi po drugih oddelkih, torej lahko nadaljujete študij kjerkoli na Biotehniški fakulteti, ampak so za to običajno potrebni diferencialni izpiti. Pa gremo kar dalje, Matic, in sicer to je v bistvu vprašanje, ki zanima predvsem v bistvu vse dijake, saj je zelo pomembno, da že zdaj gledamo na prihodnost in kje bomo nekoč zaposleni. Pa me zanima, kakšne so možnosti za zaposlitev lesarjev? V bistvu tukaj je zelo zanimivo, ker se zelo dosti študentov lesarstva zaposli tam, kjer so v bistvu izvajali praktično usposabljanje, to je na visokošolskem študiju. Drugače pa so lesarji zelo zaželjeni v bistvu pač vseh podjetjih kot, ne vem, vodje proizvodnje, v razvojnih oddelkih in v bistvu vse te kompetence, ki jih pridobimo z faksom, lahko izkoristimo bilo kje v lesarstvu. No, super. Pri študiju pa je za veliko študentov pomemben tudi odnos med študenti in profesorji. Torej, se dobro razumete med profesorji, je vzdušje predavalnici dobro? V bistvu prednost oddelka za lesarstvo je ta, da je to zelo mali oddelek, da študenti in profesorji zelo hitro spoznamo. Velika prednost je to, da nas vsi profesorji poznajo po imenu in priimku, se pravi, v bistvu nismo samo vpisne številke, in odnosi so ponavadi zelo dobri.
No, hvala, Matic. To je v bistvu izjemno pomembno, ker študenti se v bistvu morajo zraven profesorjev počutiti sproščeno, morajo se čutiti, kot da jih lahko veliko stvari vprašajo in predvsem ne sme jih biti strah pedagoških delavcev, ker na vse zadnje bodo nekega dne morda tudi oni na tem mestu. Dobro, Matic, hvala, izčrpala smo vsa vprašanja. Dijaki, če slučajno nismo zajeli kakšnega vprašanja, ki bi vas morda zanimalo, se lahko na nas obrnete v naši klepetalnici ali pa nas kontaktirate na naši Facebook strani Študentski svet Biotehniške fakultete. Dijaki, oba z Maticem vam želiva vso srečo pri vpisu. Matic, tebi pa hvala za pogovor. Hvala tebi.